če smo lahko pri dinamičnih družinah dobro videli, da so včasih punce bolj pogumne in dinamične od fantov, potem bomo v naslednjem testu videli avtomobil, ki je v preteklosti bolj sodil med ženske avtomobile. Poglejmo, kateri avto to je. Klišeji nas prepričujejo, da je dinamična športna vožnja domena moških. Ženske pa padajo predvsem na cukraste detajle, lepe barve in sploh avtomobile kupujejo izključno z očmi. Pa se je že na naši delavnici na letališču v Slovenj Gradcu hitro začutilo, da znajo biti mame še celo bolj dinamične od svojih hitrih možev. Očitno smo torej res zakorakali v čas, ko so navade žensk in moških povsem zmešane. Danes res ne moremo več jasno določiti, kateri spol zapelje ven iz mesta, da bi našel ovinke in z njimi povezane vozniške užitke. Pa tudi, kateri spol bo padel na oranžno armaturko in kdo na športno oster nos. Povedano drugače, danes ni več samoumevno, da imajo cvetje rade samo nežnejše polovice, rohnenje bencinskega motorja pa samo moški. A kaj ima vse to veze z mikro? No, to, da govorimo o avtu, ki je bil na neki točki v svoji zgodovini eden najbolj spolno omejenih avtov, če se lahko tako izrazim. S tretjo generacijo je bil namreč skoraj 100% ženski. S četrto je to dejstvo želel popraviti, a moških ni osvojil. Izpuhtelo pa je tudi žensko navdušenje. S to, peto generacijo, Mikra poskuša znova navdušiti vse možne tipe kupcev. A nekako se zdi, da so se pri Nissanu nehali obremenjevati s tržnimi analizami, kaj je komu všeč. Naredili so, kar sami menijo, da je odličen mali avtomobil, pa bo kar bo. Zato zdaj Mikra ne vleče več v nobeno smer. Tudi v ničemer ne postreže s presežniki, je pa v čisto vseh pogledih pri vrhu razreda. Z vidika prostornosti, voznih lastnosti, udobja, povezljivosti. Še celo vse pomanjkljivosti so bolj ali manj takšne kot pri tekmecih. Mali trivaljnik bi recimo lahko bil bolj uglajen, pa tudi pri asistenčnih sistemih se čuti, da so inženirji močno gledali na ceno avta. Še najbolj v trendu pa je recimo zvočni sistem z dodatnima zvočnikoma v voznikovem vzglavniku, ki okrog glave ustvari zvočno dvorano. Navdušenje je zagotovljeno.